Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v novi epizodi oddaje Med nama. Tokrat v moji družbi gostim Roka Bagoroša, znano ime, stunt rider, akrobat na motorju. Lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Že je bilo nekaj časa, odkar sem bil tu, že nekaj let, ne? Lepo, da si se znova oglasil pri nas. Lahko se tikava, se poznava. Definitivno. Okay. Bova najprej spregovorila o začetkih na motorju, pa me zanima, ali se morda zdaj spomniš, si lahko prikličeš trenutek, kdaj si se prvič zavedel, da bo motor tvoja kariera, da bo to nekaj, od česar lahko živiš? Zanimivo vprašanje, ker glih prejšnji teden sem skupaj iskal slike izpred 20 let, ko smo delali eno objavo na družabnih medijih. In ja, definitivno, moj prvi spomin je očetov Tomos, ne. V Sloveniji ima vsakša druga hiša Tomosa v garaži in to so bili moji začetki. Takoj po osnovni šoli, preden je oče prišel z službe, sem ga hotel prehiteti, ker sem na skrivaj se vozil, ne, z mopedom. Potem je to ostalo meni v krvi in mislim, ko je bilo v srednji šoli, sem našel ta moj šport, ki se imenuje stunt riding in zaradi katerega je pač vsa ta moja kariera skozi vsa ta leta nastala in se zaljubil v ta šport in ja, mislim, da je bilo leta 2007, ko sem začel potem najprej noreti z skuterjem po cestih. Potem je moj deda povedal, ok, tu imaš prikolico, pelji si to bolj na varno mesto, ne vozi se več po cestah in te sem postal profi stunt voznik po 2 letih, malo z hecom in ja, 4 leta z skuterjem, po 4 letih mi je potem uspelo postati v bistvu profi stunt voznik, kar pomeni, da sem v bistvu začel živeti od tega, ne. Ja. Kaj pravzaprav pomeni stunt voznik, no, oziroma stunt rider, ne, da bodo lahko gledalci razumeli? Zdaj imamo dva pojma, imamo stuntmane pa stunt ridere, ne. Stuntman je v bistvu osebe, ki igrajo v filmih, kaskaderi v bistvu, po slovensko, ne. In so osebe, ne vem, ki delajo razne trike, ko skočijo z stavbe varno za namene produkcije hollywoodskih filmov. Mi stunt riderji, to pa je ena panoga, ki v bistvu spada pod motošport in izvajaš na XY način, na 101 način trike z motorji, po zadnjem kolesu, po sprednjem, potem stoje na motorju, kaj ti pač pride na pamet, ne. Potem to tudi razčlenimo v 3 različne stvari. Stunt riderji se ukvarjajo z tekmovanji, kjer imaš, ne vem, določeno število minut, kjer pokažeš vse, kaj veš. Potem imaš stunt šove, s tem si služiš denar, pa tudi predstavljaš se po celem svetu, pač okrog po svetu. Imaš, ne vem, 20-minutni program, na primer. Ali to vključuje samo enega voznika ali več voznikov, odvisno od ekipe. V mojem primeru sem sam. Ali pa stunt vozniki v zadnjih letih so se mogli prilagoditi in začeti snemati video vsebine, foto vsebine, zaradi tega, ker se pač naše življenje v vseh panogah preneslo tudi na telefonske ekrane, ne več samo televizijske, ne, in smo mogli temu primerno spremeniti naš fokus vsi v bistvu globalno, ne. Ja. Zdaj ti zelo spretno jadraš med vsem tem, to bova tudi seveda govorila, pa me zanima, ko so se doma recimo zavedli, kaj pomeni to, ne, kaj si zdaj torej pojasnil, stunt riding, kakšni so bili odzivi in tudi kdaj si potem ti, ne vem, se znebil tega dvoma ali pa pač kdaj si postal res siguren vase, da je pa to, kar lahko počnem? V bistvu v začetku nikoli me niso zavirali pri tem, pač mama vedno pravi v intervjujih, da ko je videla ta žar v očeh, da sem končno, imel sem ogromno hobijev, rad sem se ukvarjal s košarko, z nogometom, z šraufanjem mopedov in ko je pač videla, da imam spet novi hobi, pa da v tem uživam, vedno pravi, da me ni hotela bremzati po domače pri tem, ker je pravi, se je zavedala, da je to nevarno, ampak se, kako smo otroci, bolj starši prepovejo, boljše nas to podžge, ne, tako da niti ni šla v to smer. In dvomil nisem nikoli v sebe, ne vem, vedno sem imel bolj ta
bolj je nekdo, ne vem, mi dal polena pod noge, bolj me je to podžgalo, da sem hotel uspeti v tem. Ne? In isto pri tej zgodbi in še vedno je tak. Ne? Bolj je ta cilj nedosegljiv, bolj me to podžge. Ne? In to me žene naprej. In trenutek, ko je to, rečemo dvom, ne? Dvom je bil, oziroma dvoma ni bilo, bolje je bilo, kdaj mi bo to uspelo. In ta trenutek je bil leta 2010, če se dobro spomnim. Takrat sem že imel neke osnovne sponzorje, še takrat vedno na skuterju. 3-4 leta sem vadil trike na skuterjih, ta manjših motorjih. In potem so prišli prvi nastopi v Nemčiji in počasi se je to odvilo v prelomno leto, kjer sem spoznal KTM. KTM je bil znamka, ki je naredila za mene, za mojo kariero preboj, ker ko smo z KTM-om podpisali pogodbo, so sledili vsi drugi veliki sponzorji. Ne. Zdaj je KTM več ni največji sponzor, ker imam večino vseh 8 sponzorjev, so skoraj vsi na istem nivoju, vsi so podprti iz globalnih brandov in tako naprej. Ne. Tako da leta 2010 je bil ta preboj, ko sem se zavedal, ok, to je zdaj moja služba, prišla so mesečna plačila oziroma sponzorstvo in takrat sem lahko bil kreditno sposoben, ko sem si kupil kombi in tako počasi naprej. Ja. Zdaj, pogosto novinarji, ko imajo pred sabo nekega uspešnega posameznika, sprašujejo, koliko je tukaj dela, koliko je talenta. Mene pa zanima, koliko je pa tukaj tudi neke trme. Pri meni najbolj delo pa trma prevaga, ker nikoli se nisem imel za talentiranega voznika, ker naprimer na tekmovanjih, ko sem tekmoval, sem bil vedno od 30 tam, nekje 10 do 15 mesto, nikoli nisem bil med boljšimi. Ne. Je sicer povezano z katere motorje sem uporabljal, sem bil spet vedno sem težil temu, da sem drugačen od vseh. Včasih je to bilo tudi za ceno, da sem malo slabši, ne. Samo da sem drugačen. Ne. In to pomeni, vozil sem KTM motorje, ki so v bistvu najslabši stunt motorji na svetu. Ne. Dosti boljši obstajajo japonski proizvajalci, katerih vsi drugi stunt vozniki uporabljajo. Ampak nazaj k vprašanju, pri meni definitivno prevaga predvsem trma, ker je moje načelo in to je od moje mame, pač nikoli nič ni nemogoče. Ne. Samo odvisno je, koliko boš pač vložil truda. Prej ali slej bo prišel ta cilj. Ne. In to je še vedno pri tem težim. Ne. Zdaj, nekako smo slišali, kaj je stunt rider, ne? Ampak kaj pa to pomeni v praksi pravzaprav? Kako je videti tvoj dan, tvoj teden, tvoj mesec? Kaj pravzaprav sestavlja tvoj delovnik, recimo? Zdaj tako, če povzamem, moje življenje zdaj je čisto drugače kot rečemo pred 5 leti. Ne. Trenutno imam že otroka, 3 leta staro hčerko, imam zaposlene, vodim 2 podjetji. Moj delovnik je nekaj čisto drugega, kak je bilo rečemo 5 do 10 let nazaj, ko je bil moj fokus samo na treningih pa produkciji video vsebin. Ne. Ampak tista produkcija, nivo tistega, pa nivo zdaj, kaj delamo, danes je v bistvu to naša glavna panoga in s tem se najbolj preživljamo. Ker nastopov po svetu več ni toliko, kak je bilo pred korono, naprimer. Seveda se zdaj počasi spet opažam, da se zbuja nazaj glih. Nedolgo nazaj sem bil v Indiji, predtem v Mehiki, ampak ni to na mesečni bazi, ne. Je rečemo na 3-4 mesece. Ne. Ampak kaj pa delamo vsak dan, je pa snemamo ogromno video vsebin, ne vem, to so vsebine, kako predelujemo motorje, kako naprimer testiramo spet v stunt ridingu, se pravi, predelamo motor, potem probam, če smo izboljšali motor, delamo, ne vem, teste različnih motorjev, potujemo, to je naša glavna panoga trenutno. In delovnik potem kako izgleda? Priješ zjutraj v pisarno, v garažo? Nažalost gleda tak, ne. Vedno rečem, če bi to vedel 15 let nazaj, da me to čaka, bi rekel, da ne, hvala. Ne. Ker večinoma zadnje tedne presedim za računalnikom pa v pisarni, ker vodenje podjetja ni mačji kašelj, definitivno ne.
In pač s tem se ukvarjamo profesionalno. Kot sem že omenil, imamo pač zaposlene, kar povzroči, da so tudi mesečne plače, toliko denarja treba not pripeljati. In za temi globalnimi brendi, ki sodelujemo, je to mogoče. Ampak potem je tudi ogromno pač dela, seveda, to je v bistvu že služba, to več ni hobi, že dolgo ne, že 15 let ne. Ampak če primerjam v preteklosti, je bil bolj fokus na treningih, pa da si dober. Zdaj pa naš fokus je biti najboljši v videoprodukciji, v tem našem motorističnem svetu, rečemo, ne. Takrat je bil fokus najboljši, rečemo, najboljši stunt showi, da so spektakularni. Zdaj pa je ta fokus se spremenil predvsem v času korone, ko so vsi sponzorji rekli, Rok, zdaj ne moreš več potovati, ker ni prireditev po svetu. Ta budžet še vedno imamo, rabimo marketing, a lahko narediš še več filmov. In od tistega je to tako dejansko ostalo, nič se ni zmanjšalo, svet se je spremenil. In zdaj delamo, je v bistvu tega več, zdaj je fokus, da smo najboljši v tem. Moj delavnik je, zjutraj pridem v službo, razdelimo si delo oziroma terensko imamo sestanke, vsak ve kaj, ponavadi imamo 2 do 3 dni produkcijske dneve, ko sem pred kamero, predelujemo motorje, zdaj imamo novega člana, ki z željo, da nadgradimo te predelave motorje, smo pripeljali Tomaža v našo ekipo, on je profi, rečemo, mehanik in custom builder, kako bi to po slovensko. Se pravi, ko po naročilu naredi motor, se pravi, vse, kaj si jaz mislim v moji glavi, on pretvori to v fizično obliko, vari, reže, vse to, kar jaz ne vem. In glih smo lansirali prvo epizodo in je bilo zanimivo, ja. Imamo pa zelo odštekane ideje v bodoče. Mogoče celo bomo šli v svet avtov, ne več samo na 2 kolesih, ja. No, zanimivo napoved. Kdo so recimo globalni konkurenti na tem segmentu, torej kaj počneš na YouTubeu, da si lahko predstavljamo malo? Ja, zdaj smo prešli iz teh, rečemo, stunt-riderskega sveta in smo prišli v dosti višji nivo v smislu, kdo so naši konkurenti. Zdaj se kosamo z konkurenco z Amerike, ta večji YouTuberi, ki imajo 3-4 plus milijonov followerjev in milijonov gledov na video, ne, se pravi, naprimer CB Boysi ali pa Cletus McFarland, pač vsi ti ameriški ponavadi autotuneri, ne. Ker teh, ko predelujejo motorje pa na ta način, kot to mi delamo, jih ni veliko. Mogoče še ena punca Sara Lezito iz Francije je zelo uspešna. Mislim, da ima preko 50 milijonov followerjev. Tudi stunt voznica, prijateljica z preteklosti še vedno, ampak me je že tako preraslo, da sem več niti ne oglasi, je šla v neko čisto drugo stratosfero, ne. Ampak ja, se pravi, zdaj smo šli v neko drugo nivo, kjer so nam v bistvu konkurenca, ja, ameriški content creatorji, ne. Zdaj, če bi si nekdo želel, recimo iz Pomurja ali pa iz okolice, postati nov Rok Bagoroš, lahko prije k tebi, se lahko tudi kaj nauči od tebe? Definitivno. V bistvu pogrešam mladi talent. Opažam sicer malo spremembo, ker je predelovanje skuterja spet popularno in vidim po Gornji Radgoni, kjer živim, ogromno mladine, kot v mojih starih časih, tako da pa tudi malo trenirajo po zadnjem, ne. Tako da vidim, da malo se nekaj premika, ampak definitivno, če kdo hoče se naučiti, naj mi napiše na Instagram, pa če ima res željo, bom si vzel čas, pa lahko gre z mano na trening, če pa nekdo hoče samo izboljšati svojo vožnjo, pa me naj ne kliče, nimam časa za to. Zato imate trening varne vožnje na Vranskem ali pa kjerkoli. Tako, če bi pa res kdo hotel biti stunt voznik, pa je več kot dobrodošel, ja. Še bolj pa rabimo snemalce, editore, tako da če je kot mlad navdušenec nad motošportom, ki ima rad kamere in videe in te zadeve, se me naj prosim javi. Mogoče zdaj iztočnica, koliko vam kaj pri vašem delu zdaj že pomaga ali pa ne pomaga umetna inteligenca? Vedno bolje uporabljamo, so se o tem pogovarjala, ne. Pri storyboardih nam pomaga, naprimer pri analizah, pri YouTubeu je zelo težko ugotoviti, reče se thumbnail sličica, ki jo vidimo, ko
drsimo skozi YouTube in zbiramo, kateri video bi gledali, potem je najbolj pomembno, kad ti pade v oči, ne? In v tej poplavi vsebini vsakodnevni je vedno borba, ki si viden, ne? In potem z umetno inteligenco si pomagamo, da spreminjamo te sličice, če video ne performa, na primer, dobro. Potem pri sestavi zgodbe za snemanje, na primer, ne. V mojem, ker imam v našem podjetju prek, ne vem, business development, se pravi razvoj posla, ne, si pomagam tudi za pripravo ponudb in tako naprej. Tako da ta tehnologija je neverjetna in definitivno še jo uporabljam kot nek amater, bi se zelo rad še naučil še več o tem. Ja. Tako da lahko pričakujemo, da se bo tudi ta segment, ne, še zelo spreminjal. Ne? Ja, na srečo upam, da še zaenkrat ne bo nadomestil stand vozniku, da mi več ne bo treba roboti na motorju ali pa dan danes že poplava teh, rečemo, fake videov, ne. Ampak še zaenkrat vidiš, da je fake, da se čudno pelje po zadnje, da se tak pelje po strani, kaj je nemogoče, ne. Ampak prej ali slej zna biti, da bo tako dovršeno to, da bo že res mogel dvakrat pogledati, ne, če je to resnično ali ni, ne. Tako da na tem področju je lahko umetna inteligenca neka konkurenca, recimo, ampak recimo na samih dogodkih ali pa tudi svetovanju ali pa učenju, zdaj verjetno ljudje želijo videti ta šov, želijo videti človeka, ki izvede nekaj neverjetnega, nemogočega. Oziroma na meji mogočega, ne. Ker sem tako vpleten v ta YouTube, je moj vsak dan, ne. Ja živim pa diham YouTube, ne. In opažam, da kaj bo povzročila umetna inteligenca, je to, da bomo si ljudje želeli vedno več in že zdaj si želimo pristnosti, ne. Se pravi, vedno manj editirane, predelane videe, da je čim bolj posneto in takoj naloženo na internet, brez nekšnih rezanj in tega, ne. In glih tudi pri nas imamo trenutno debato, imamo zelo drago snemalno opremo in videi že zaradi kvalitete zgledajo, mogoče to več ni tako realno, ne. In razmišljam, da bi preklopili na telefon, na slabšo kvaliteto, na hitrejši edit, da bi bilo manj rezanja, pa dobesedno to notri, kaj govorimo, ker vsi ti, rečemo, prej sva govorila o ameriški konkurenci, te največji youtuberji ameriški ne uporabljajo sploh profesionalnih kamer, vsi snemajo z telefoni. In vidiš tudi po komentarjih, kako pristno je njihov following base, ne. In o tem razmišljamo in mislim, da se svet, kar se social media tiče, kar bo si želel čim bolj pristnih vsebin, ne. Ja. Prej smo govorila tudi o nizozemski motoristki, ki potuje po svetu, Ichi Boots je ime. Tudi ona je zelo znana po tem, da daje zelo pristne posnetke na YouTube in od tega zelo dobro živi, ne? Ampak ti posnetki so zelo enostavno zrezani, posneta bolj ali manj interakcija z ljudmi na zelo enostaven način, oziroma res to, kar se je zgodilo, no? Pravzaprav nobenega filtra, nobene spoliranosti. Ja, definitivno, ne. Imaš točno to, kaj ona vidi, kaj reče v tistem momentu, tisto je oddano. Pri nas je zelo dober primer, razlika, snemalec ima kamero, govori zdaj. Ta govor pred kamero ni enak, kot ko izklopi kamero, pa začnemo govoriti, ne. In če ti snemaš s telefonom, rečemo takoj, brez da se pripraviš, je bolj pristen govor, kot pa, ko se dvigne kamera, ne. Tudi ta drugi posel, ki imamo, je agencija za produkcijo in ko delamo za stranke, dostikrat debatiramo, kaj bomo to stranko posneli z telefonom ali z veliko kamero, ne. Zato, ker če je domača pred kamero, potem ni problem večjo kamero uporabiti, če pa je malo zadržana oseba, pa raje s telefonom, ker nima tega pritiska, ne. Tako da, ja. Si kdaj imel občutek kot Pomurec, kot Slovenec, oziroma pogosto imamo Slovenci občutek, da nismo enakovredni nekomu na globalnem parketu, ki zna enako, kot znamo mi. Si imel ti kdaj ta občutek, pač ko si komuniciral s temi globalnimi znamkami, da bi se moral bolj dokazovati zaradi tega, od kje prihajaš? Dobro vprašanje, ampak mislim, da nasprotno, ne niti v mojem primeru, ampak bom povedal kar v športnem, ker nas Slovence globalno ne gledajo kot, zdaj, če gledamo nek nogomet, mogoče, tu nismo zdaj med boljšimi, ampak imamo neke izjeme, ne.
Če primerjamo z Angleži, Francozi, Španci, vemo, da so vele sile v teh timskih športih. Ampak naprimer v motošportu definitivno ne, ravno nasprotno, ne, v tujini, naprimer, če smo v Aziji že kot, dobro ne vejo, kje točno je Slovenija, ampak si Evropejec, takoj si nekaj več, ne. Če greš v Južno Ameriko, si takoj nekaj več, ne. Zdaj, če gledamo evropsko gledano, v motošportu ne gledajo na nas kot nekaj, nikoli niso, ne. Že zaradi naše zgodovine pa trenutnega situacije imamo Timo Gajser, kateri že vrsto let kroji vrh motokrosa, in še tudi drugi športniki. Ne pridejo mi zdaj na pamet, v motošportu imamo kar nekaj imen iz preteklosti, ne. Tudi podjetja, ki so prisotna v motošportu, imamo zelo znane znamke, kot so Krapovič in podobni. In Slovenija je zelo na dobrem glasu, ne. Tako da s tem nisem nikoli imel težav, da bi imel občutek, da sem pa kaj manj vreden, ali pa ko tekmujemo z enakimi športniki za en brand, da bi bili njihovi sponzoriranci, nikoli ni bilo razlike, ne. Ker niso gledali kot Slovenca, da je nekaj manj vreden. Bolje je to, da se moraš v Sloveniji več dokazovati. Tu vedno znova imam ta občutek, da sem manj vreden, ne. Še po tolikih letih je še vedno ker se vedno znova moraš v Sloveniji dokazovati, ne. To mi je zelo smešno, kako pač ljudje funkcioniramo. Slovenci zahtevamo več. Ja, definitivno, ja. Zdaj, ogromno si zaradi tega, kar počneš, tudi potoval po svetu. Mogoče, kaj vse si videl, kaj ti je najbolj ostalo v spominu, oziroma kje recimo si se počutil najbolje, ali pa kam si najraje odpotoval? Vse povsod se najde kotiček, ki se imaš fajn. Zdaj tako prvo, kam mi na misel pride, Jordanija, ena izmed mojih držav, katero sem že 5-krat obiskal, sicer vedno zaradi dela, ampak sem vedno podaljšal tudi kot dopust, peljal tudi očeta eno rundo s sabo, drugo rundo spet mojo ženo. Pač res spektakularna država, celo imamo direktno linijo iz Dunaja, čez 3 ure si tam. Zdaj sicer ni najbolj pametno iti tja, na žalost, ampak zelo lepa dežela. Potem velik fan Centralne Amerike, tudi tam sem bil dejansko potem na dopustih, v tem primeru mislim na Kostariko ali pa Panama, te topli kraji so mi res. Nisem nek veliki fan Azije, ogromno krat bil v Aziji, ima nekaj svojega, ampak če že moje finance za dopust ali pa budžet izbiramo med Južno Ameriko ali pa med Azijo, potem sem bolj za Južno Ameriko. Vejo feštati, vejo plesati, lepe plaže imajo, naprimer to Azijci ne vejo, oni ne vejo plesati, vejo žurati, ampak definitivno ne kot Latinoameričani, ne. Se pravi Jordanijo, Kostarika, ta Centralna Amerika, v Ameriki kot Amerika USA, Združene države Amerike nisem nikoli še bil. Potem Nepal, prej smo se pogovarjali o Indiji, Nepal mi je stal res v spominu, predvsem ta himalajski del, ne. Zdaj, ko sem bil v Indiji, Indija je takšen 50-50. Imaš zelo prijazne ljudi, pa imaš spet, ne vem, tak zelo čuden feeling, ne vem, preveč ljudi na enem mestu enostavno, ne. Zelo zanimiva mi je bila Kitajska, pred 2 letoma sem bil tam v mestu Chongqing na nastopu. In me je fasciniralo to, da je 20-milijonsko mesto pa enega kančka smeti na tleh. To mi je pa bilo spektakularno, pa mrgolelo je ljudi, ne. Tako da Kitajci so spet na nekem čist drugem nivoju, tudi tehnološko, ko greš okrog. Ne vem, v sobo mi je robot prinesel hrano, ne. Zdaj Himalaja, ne, tudi ti stunt nastopi tam so zelo slikoviti. Bom rekla, kakšen je pravzaprav občutek tam, ko se voziš po teh cestah, ko izvajaš neke take nastope, ne? Kako te oni doživljajo? Ja, tisto je bilo, ideja je izhajala iz tega, ko sem imel nastop v Katmanduju, v glavnem mestu, je bila moja želja, preden smo prišli, smo vprašali organizatorje, če je možno, da nas v 24 urah pripeljejo pač na eno zelo visoko točko, kjer lahko izvedemo še en šov. In so rekli, ja, takoj imamo idejo, in končali smo na 3600 metrov višine v zelo popularnem delu Himalaje, reče se Mustang area.
In je bilo vse do tja, je bilo 17 ur vožnje, 60 km smo samo naredili, ker smo se vozili 15-20 km na uro čez prepade, čez reke, tako v filmu. Ne. In na koncu zadnje 3 km je bila čist na novo asfaltirana cesta in avtobusna postaja na vrhu kot zadnja točka, se pravi ena lepa velika asfaltirana površina, ker smo potem naredili šov. Ampak ta šov ni bil highlight, vsega highlight je bilo vse okrog tega. Ne? Ko smo prišli v hotel, mi smo imeli v mislih, da bo to vsaj neke 3-4 zvezdice hotel, ni bilo niti podobno temu, to je bila navadna koča, zmrzlo vodo, mrzlo je bilo, lačni smo bili 3 dni, čeprav smo imeli hrane, ampak tista njihova hrana je zelo takšna siromašna, no? Ker dejansko na tej višini nimaš kaj dosti. Ne? Se pravi, večinoma smo jedli riž in ja, to je bilo samo po sebi in potem naslednja stvar, ki mi je res spominjal, je, ko sem sedel na motor in ko ti pogledaš levo ali desno nad sebe gor, ti si v bistvu že, rečemo, na cirka 4000 metrov nadmorske višine, kar je za Alpe že najvišje, kaj gre. Ne? Ampak ti imaš nad sabo še enkrat toliko in vidiš, in so mi pač ekipa mi je govorila, no Rok, to pa je 6. najvišji vrh na svetu, tisto desno je 8. najvišji vrh na svetu. In to so bili 8000-čaki in ta razgled, če ga v živo ne vidiš, je težko pričarati. To je ena izmed držav, redko katera je, ki bi rekel, da bi se rad vrnil, ampak v Nepal pa imam željo, ali bodo z otroci, ko bodo večji, ali pa bom šel sam z prijatelji, da gremo še enkrat to v miru si pogledati. Ja. Koliko pa neki taki ekstremni podvigi stanejo? V smislu fizičnih priprav, pač seveda zdravja, časa in tako naprej, pa seveda tudi stroškovno, ne? Ali to pokrijejo sponzorji, kako pravzaprav to potem sestavite? Se pravi, ta podvig je bil vezan na samo prireditev in so potem oni lokalni vse to krili. Potem zdaj fizične, trenutno sem v slabšem fizičnem pripravljenosti, kot je bilo to nekaj let nazaj. Ne? Zato, ker tudi več ne premikam toliko mej, kak sem v preteklosti. Zdaj je moj fokus drugačen, kot je bil. Ne? Starejši si, bolj taktično moraš razmišljati, kje pa realno, kje lahko premikaš meje, pa kje ne moreš. Ne? Starejši si, manj gibčen si, manj želje imaš riskirati za poškodbe. Ker tudi, naprimer, naš posel trenutno še cilj je, da ne bo, ampak še trenutno sloni na mojem zdravju in potem, če grem v neke ekstreme, potem zaposleni vseh 5, ki jih je, kaj bomo potem delali. Ne? Tako da naš plan je v naslednjih 2 letih to stabilizirati, da ne bo več toliko fokusa na meni samo. Delamo tudi na novem YouTube kanalu, ampak se pravi, ko je nek večji projekt, to so letni plani, mi to predstavimo, trenutno delamo na spet, naš največji video projekt je v bistvu ena serija drift akcije na spektakularnih lokacijah oziroma lokacijah, ki si jih vizualno zapomniš z zelo zanimivim idejo. Naprimer, zadnji takšen video je, ko smo dali žago na zadnje kolo, smo vzeli dol kolo in smo dali list od žage, in smo z motorjem žagali drva. To je bilo kak ena vrsta ideja tega filma. Uspelo nam je nabrati 100 milijonov ogledov in to je bil projekt, na katerem smo delali pol leta. Ne. Zdaj delamo naslednjo serijo oziroma del tega, 3. del. Zdaj ideje ne bomo razkrili, je spet ena odštekana ideja, ampak na tem že delamo leto dni. Ne. Nabiramo, najtežje je nabrati finance. Potem drugi challenge je potem lokacija. In ko imaš te 2 stvari, je ostalo vse ok. Ne. Definitivno se pa potem je challenge, se pravi preizkušnja za mene, ker se moram tudi fizično pripraviti. Ne. Se pravi, ekstra za ta drift film moram trenirati več mesecev, da potem, ker v takšnih produkcijah hočeš pokazati kot voznik maksimalno, kaj gre. Ne. In če nisi pripravljen, lahko ogroziš, da boš padel. In potem gre cel projekt v maloro, bi rekli Primorci. Ne? Ja, pa seveda tudi med samim snemanjem moraš kalkulirati, če iti v ta ekstrem, ogroziti snemanje ali ne, konstantno, ampak pripravljen pa moraš biti. Ne? Še vedno tudi, če nisem najboljši fizični
če primerjam s preteklostjo, vseeno moraš zdržavati svojo fizično pripravljenost, koliko pač zmoreš. Ne? Ker če ne, se lahko poškoduješ, lahko koga poškoduješ na snemanju ali na šovu, ker ko nehaš biti fizično pripravljen in ker fizična pripravljenost ti omogoča, da si ti varen na motorju in da vse te ekstremne trike kontrolirano izvajaš. Ko prenehaš imeti ta občutek, je nevarno za vse, ne samo za tebe, in takrat moraš končati kariero. In to vprašanje sem imel v bistvu lansko leto, zelo sam pogovor sam s sabo in takrat sem se, pač preveč imam to rad, da bi končal, moram si pač organizirati okrog sebe stvari, da bo to šlo naprej, ne? Ker drugače ne more. Ja. Torej, fizična pripravljenost je res pomembna. Mora biti, ja. Vse na konec koncev je to šport, ne? Ni samo vožnja z motorjem. Ja. Verjetno pa tudi nek ta mentalni fokus, oziroma takrat, ko si pa res, Najbolj to, ja. Da si 100% tam. Ja. To me še zanima, je bila kdaj kakšna taka poškodba ali na meji poškodbe ali trenutek, ko si mogoče sam pri sebi že bil, to je malo šlo predaleč, je treba popaziti, poskrbeti zase, seveda tudi za druge, ki so udeleženi v teh stantih? Zdaj že en čas ne, na srečo, ampak kaj opažam, na primer, moja kolena so že malo pretrpela kar nekaj poškodb in star sem 37 let. In čutim v kolenih, predvsem, ko sem premalo vadil, se pravi treniral za moč v mojih nogah, čutim med triki, ko me bolijo kolena. Ne? In če grem, 3 tedne potem konstantnega treninga na moči, potem te bolečine izginejo. Tako da zelo enostavno vidim, kako močno to vpliva na to, da jaz lahko vozim motor v teh ekstremnih razmerah. Ne? Ampak na srečo pa nisem imel enih takšnih situacij. No. Pa upam, da še en čas ne bo. Ne. Povej nam še, kaj vse torej načrtuješ za prihodnost. Lahko tudi v blagovni znamki Bagoroš Performance, oziroma nekaj smo se že te teme dotaknila, ampak kaj recimo je tisto, kar si nekako želiš, kaj je vizija za prihodnja leta? Ta strast do motorja me je pripeljala do večjih zanimivih situacij, z večjih zanimivih, rečemo, poslov, ki nikoli si ne bi mislil, da bom na tej točki, ampak vse izhaja iz tega, ker imam to strast do motorjev. Ne? In iz tega se je razvilo, zdaj že 10 let imamo podjetje Bagoroš Performance. Ta ekipa skrbi za razvoj in prodajo dodatkov za motorje. To je v bistvu v poslu je tako ne smeš nikoli, še posebej se mi je opazilo to lani, ko je KTM dejansko bankrotiral. Lansko leto so naredili veliko izgubo, veliko odpuščanje in kaj hočem reči, nikoli ne smeš staviti samo na enega. Jaz imam na srečo še ostalih 7 velikih sponzorjev in zaradi tega je šla sezona normalno naprej. Ne. Isto je tako v poslu. Ne. Se pravi, če staviš spet samo na eno stvar, če bi jaz zdaj stavil samo na to našo videoprodukcijo, kako smo prej nam povedali, če se meni kaj zgodi, je konec. Ne? Zato imamo potem, smo razvili posel Bagoroš Performance. Trenutno imamo eno mlajše podjetje, 3 leta staro, je produkcijska agencija, ki snemamo za ostale stranke video vsebine, ker to že delamo 15 let, se imenuje Bad Bones. In potem glavna zadeva, ki slovi nad vsem, je pač ta moja content creator, se pravi, da delamo vsebine. In te 3 posle imamo. Ne? In okrog tega so pač narejene ekipe. Preselili smo se svoje prostore, to je bila ena velika investicija, bili smo 10 plus let v najemu, zdaj pa smo prišli iz 100 kvadratov na 800 kvadratov svojih površin in je prav fajn biti, no, ko imaš končno plaz. Imam celo svojo pisarno, do zdaj nikoli nisem imel svoje pisarne in ostali imajo mir pred mano, jaz imam pred njimi, tako da drugače smo bili vsi v enem majhnem prostoru, imamo velike studije, ogromno potencijala je. Želja za naprej je definitivno še naprej razviti to osebnost, kar Rok Bagoroš predstavlja, ta YouTube kanal razviti. Prej sem omenil, mogoče bomo šli v svet avtomobilov. Potencial je ogromen.
občutka nimam, da smo na koncu, pač, ne, da smo prišli na cilj, ampak da smo še vedno daleč stran od cilja. Ne. In novi zaposleni, ki prihajajo, prinesejo spet novo znanje, nove ideje. In prav Tomaž, naprimer, on je ogromno idej ima v glavi, ima ful rad YouTube in se je tako izkazalo, ko je prišel že naslednji dan, je po pisarni Stožice vozil okrog na daljinsko upravljanje. Kaj smo mi tu, Mythbusters ali kaj. In je zelo zanimivo, kakšne ideje ima v njegovi glavi. In se pravi, razvoj v to smer, content creatorstva, še boljše, še večje. Tako da to je fokus na tem. Pa pod tem ostali dva posla, pač tako, da še lahko uživaš življenje, da ni samo vse delo, ker trenutno kar trdo delamo. Ja. Če zdaj čez nekaj let pride tvoj otrok pa pove, jaz pa bi rad bil to, stunt rider, kako se boš odzval, kaj boš, ne vem, svetoval, boš se spremenil v Atija trenerja, ne vem. Zdaj dostikrat slišim, ko vprašajo takšno vprašanje nekatere druge starše, ne samo, da moj otrok ne bo to, ker je to težki posel. Jaz mislim, da ni dobenega posla na svetu, ki bi bil enostaven. Ne. Če bo se naš otrok za kajkoli odločil, če bo v tem veselje in če bo to, ne vem, rečemo neka profesionalna vožnja v motorjih, bo dal vse od sebe, da mu pomagam, ampak do te mere, da bo tudi sama mogla, pač je punca, bo sama mogla gristi, ker če bo preveč vse na pladnju dobila, potem ne bo dolgo trajalo, da bo se s tem ukvarjala. Tako da mogla bo malo gristi, ampak definitivno v full support nimam nič proti temu. Bi še bil celo vesel, če bi bila kaj v tej smeri, ker tu ji lahko pomagam z svojim znanjem. Zdaj, če bo šla v neko čist drugo smer, na srečo je moja žena čist drugi tip, je zelo umetnica in čist v drugem svetu in če bo se za kaj drugega, potem bo bolj mama skrbela za support, jaz pa pač koliko bom lahko. Ja. Govorila sva o ženskah v tem svetu. Se ti zdi, da je prihodnost za ženske v tem motosvetu, kakršenkoli že pač je? Trenutno v mojem poslu narekujejo tempo. Se pravi, največja konkurentka, prijateljica na evropskih tleh je prav Francozinja. In ker je zelo povezano s kreativo, kako si kreativen, potem je zelo dobra voznica. Ona dokazuje, da si lahko kot ženska na istem nivoju, kar se tiče vožnje, kot moški, ni toliko vezano na moč, kot naprimer v drugih športih, tako da ja, definitivno ne. Zdaj, če bi še enkrat pogledal nase, na svojo pot, pa mogoče srečal samega sebe, ko si bil star recimo 17 let, bi si kaj svetoval posebnega, bi si kaj položil na srce, da recimo nekako zaključiva s to mislijo? Pa v bistvu, če bi hotel kaj spremeniti, ne bi nič, vse bi še enkrat enako naredil, samo bi si mogoče rekel, da se manj sekiraj, da bo vse bo, samo pač daj malo čas, bodi bolj potrpežljiv. To je edina stvar. Ja. Ok, Rok, hvala. Hvala vam za povabilo, pa upam, da se spet vidimo v kratkem. Tudi jaz. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili v naši družbi. Se vidimo seveda v prihodnjih epizodah oddaje Med nama.